Danes bom zopet dejala spoštovani, sicer je žensk bolj malo, in spoštovane. In spoštovani seveda gospod, naš gost, predstavnik nove stranke Gibanje Svoboda, gospod doktor Robert Golob. Dober večer in dobrodošli. Lep pozdrav in dober večer. Volitve so pred vrati, mrzlica se stopnjuje, mi smo vsi radovedni, želimo vedeti, koga bomo volili, in odstod tudi naša srečanja, naša vprašanja in vse, kar se bo danes tudi dogajalo. Jaz sem vesela, da ste se odzvali, kljub temu, da ste verjetno prebukirani na vse konce in kraje z udejstvovanjem v takšnih in drugačnih pogovornih oddajah. Mediji so vas lepo sprejeli, tako da verjetno vam se tako. Kakšen se bo še kdaj oglasil, dokler se priključujejo, se opravičujem. Tako, v skupini smo pripravljali od meseca septembra dalje nekako seznam zahtev, kaj bi mi želeli videti v bodoče. Potem smo se pridružili Glasu ljudstva, ki je nekako zelo sorodna organizacija oziroma gibanje, tako da večina zahtev je že tam zapopadenih, niti nima smisla, da se z njimi ukvarjamo. Smo pa se posvetili prvenstveno dvema vprašanjima, in sicer spremembi volilne zakonodaje in spremembi referendumske zakonodaje. To se mi zdi, da sta ključni področji nekako temelj oziroma mati vseh sprememb, ki so dejansko potrebne. Prvenstveno iz razloga, da se povrne država, ki je ugrabljena v dobesednem pomenu ljudem. In v Nacionalnem svetu za demokratično spremembo volilnega sistema, ki deluje v sklopu gibanja Sinteza, smo pripravili predlog novega volilnega zakona oziroma zakona o volitvah v državni zbor, ki je nekako v naši skupini zasedel tisto prvo poglavitno mesto in kateremu bomo danes posvetili prvenstveno uvodni del, uvodni čas. Da ne bom samo jaz govorila, bom seveda prepustila besedo kolegu gospodu Emilu Milanu Pinterju, ki je koordinator tega podviga, če lahko rečem, in gospod Emil Milan Pinter in gospod Golob, evo, prepuščam vama besedo. Milan, mikrofon. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem, predvsem vam, gospod Golob. Jaz bom poskušal dati en čisto kratek uvod, zato ker ne vem, koliko ste vi uspeli v tem kratkem času, ker vem, kako ste preobremenjeni, podrobneje iti skozi naš predlog. Gre za naslednjo stvar. Slovenija ima, to je znano, enega najbolj nedemokratičnih volilnih sistemov, pa tudi enega bolj zakompliciranih, ki nervira volivce v toliko, da ko so volitve končane, se sploh še ne ve, kdo je izvoljen, kar je seveda negativen halo efekt ponavadi. Mi smo poskušali v Sintezi zadnja leta prepričati stranke, da je čas, da skupaj naredimo nov sistem. Niso se pustile, očitno jim ta sistem zagotavlja cono udobja in zato smo se mi sami lotili tega izjemno težavnega podviga. Pregledali smo evropske sisteme, če bo šla diskusija v tej smeri, je tukaj dr. Ciril Ribičič, ki se je izjemno ukvarjal s temi drugimi evropskimi in neevropskimi volilnimi sistemi. Poskušali smo ugotoviti, kako so druge države rešile vprašanje. In smo ugotovili, da vsaj na 4 točkah moramo mi bistveno korigirati ali pa spremeniti sedanji sistem. Prva točka je ta demokratizacija v ožjem smislu. Evropske države so odgovorile na ta problem tako, da so ene več druge manj dovolile volitve poslancev v neposrednem eno- ali dvokrožnem. Naš predlog je, da bi 44 poslancev v 44 volilnih okrajih volili neposredno v dvokrožnem sistemu. In drugi element tega je, da naj bi imele politične stranke in državljani, državljanske liste,
praktično enake pogoje za vlaganje kandidatov. To je ta sklop, če se bo diskusija šla, bomo lahko podrobneje obrazlagali, ampak ni časa zaenkrat toliko. Drugi sklop vprašanj je vprašanje discipline, vprašanje odgovornosti. Mi opažamo, da so poslanci iz sklica v sklic bolj podrejeni vodstvom strank in nimajo možnosti, da bi ali bili odgovorni nasprot volivcem, ali da bi bili, kot ustava od njih pričakuje, na nek način svobodni v odločanju. Mi imamo 100% partijsko disciplino v tem trenutku v Slovenskem državnem zboru, take, kot jo nismo nikoli imeli, pa vsaj 50 let že nismo imeli. Tu smo odprli en cel blok vprašanj, z njim se je ukvarjal predvsem dr. Rado Bohinc, ki je danes tudi z nami, in ta blok vprašanj smo imenovali odgovornost. Definirali smo podrobneje odgovornost poslancev, vpeljali angleški sistem o možnosti zamrznitve poslanskega mandata ali suspenza, je verjetno v našem pravnem jeziku, in šli še korak naprej, odprli smo možnost odpoklica poslanca in celo, kadar ne reagira v takih situacijah državni zbor, celo možnost odpoklica državnega zbora. Na tej točki se vsi bojijo zlorab, nagajanja, da bi vladajoče stranke poskušale speljati odpoklic iz opozicijskih in obratno. Mi smo te stvari zelo natančno testirali in mislim, da smo vgradili vse potrebne elemente, da se to ne bi dogajalo. Ampak, kot sem rekel, če bo šla razprava v tej smeri, verjetno bo dr. Bohinc tukaj več pojasnil. Tretji blok vprašanj se nanaša na vprašanje razdelitve Slovenije na enote in volilne okraje. Mi imamo umetno delitev, ki se ni ozirala na nič. Ustanovili smo 8 enot, v vsaki enoti 11 okrajev, ti okraji so različni, tako da je med najmanjšim in največjim 270%. Mi smo mislili, da bi seveda bilo potrebno volilne enote opreti na neka zgodovinska dejstva. In ker nimamo pokrajin in ker verjetno še dolgo ne bomo imeli pokrajin, smo predlagali, da izhajamo iz statističnih regij, ker imamo v Sloveniji na te regije izračunane vse statistične kazalnike. To seveda omogoča mnogo kvalitetnejšo primerjavo in razumevanje problemov. S tem, da seveda so te statistične enote neenake po velikosti, zato smo uporabili švedski model, kjer imajo ravno tako te enote, od katerih so ene zelo velike pa redko poseljene, recimo cela Laponska, Švedska je majhna pa gosto poseljena, Štokholm je majhen pa gosto poseljen. Problem so rešili s tem, da ima vsaka enota različno število mandatov oziroma okrajev in tudi mi smo tako izračunali, tako da dobimo na približno 47.000 prebivalcev, dobimo en okraj, najmanjše enote imajo po 3 okraje, največja 6 in te stvari se razmeroma dobro izidejo, tako da so si okraji med sabo različni, tam največ tam nekje za plus 15, minus 15%. No in seveda četrti blok vprašanj je pa vprašanje štetja glasov, s tem se nismo posebej ukvarjali, bo pa tega poračuna, ker sedanji D'Hondtov sistem predvideva, da se glasovi strank, ki niso uspele doseči 4% praga, proporcionalno prenašajo navzgor. To ima za posledico, da se distanca med največjimi in najmanjšimi strankami, ki so prišle v parlament, to se pravi ti 4%, povečuje, ker iz tega bazena odpadlih glasov
dobijo ta veliki bistveno več dodatnih glasov kot ta mali. Nismo prepričani, da je to dobro, verjetno je treba premisliti, s tem se nismo posebej ukvarjali, je pa čas, da nekdo tudi z tega zornega kota to premisli. To je naš predlog, ki ga imamo. Predelali smo ga v zakon, dali smo obrazložitve, predstavili smo ga vsem strankam, povabili smo vse stranke, tudi vašo vabimo, da imenujete svojega strokovnjaka v to delovno skupino in da takoj po volitvah začnemo z usklajevanjem. Ker je jasno, da nekateri sprejemajo določene elemente, druge, treba bo priti do enotnega modela. In seveda, ker je jasno, da stranke ne bodo hotele popustiti, se ne bodo hotele premakniti iz cone udobja, ki jim ga ta sedanji sistem daje, bo verjetno treba iti preko referenduma in z referendumom pravzaprav na nek način politično dopovedati strankam, da danes 85% Slovencev misli, da je treba sistem spremeniti. In da v našem, ko smo kontaktirali državljane, je preko 250,000 državljanov podprlo, da gremo v spremembo, ki jo predlagamo. To je model. Zdaj seveda nas zanima. Prvič, kako vi gledate, kaj od tega vam je sprejemljivo, kaj ne, ali boste sodelovali aktivno v tej delovni skupini za usklajevanje, in ali nas boste podprli, ko bomo šli iskati rešitev preko referenduma. Se opravičujem, malo daljši sem bil, ampak zato, da bi se izognili kakšnim nesporazumom. Imate kar besedo. Dobro, hvala lepa, hvala za povabilo. Jaz bom začel z povsem očitnim dejstvom, da seveda nisem noben strokovnjak za volilno zakonodajo, še manj pravnik. Tako da, dajte mi oprostiti, če bom kakšno stvar povedal tudi narobe, ampak v komunikaciji, ki sem jo že imel z vašimi predstavniki, sem povedal, da super, da ste to iniciativo zdaj postavili, da pa sam žal vidim prioritete v tem trenutku drugje, ker smo tik pred volitvami in praktično ne poznamo sestave parlamenta in ker ne poznamo sestave parlamenta, v resnici nihče danes ne ve, ali je sploh možno doseči kakršnokoli soglasje o čemerkoli, ki presega, za kar potrebujemo ustavno večino, kot v primeru spremembe volilne zakonodaje. Ampak okej, razumem, tudi ful cenim to, kar ste naredili, ker ste verjetno morali vložiti neverjetno dela, ker ste se tega lotili temeljito in celovito. In z tega vidika bom poskušal podati zdaj naš pogled, ki je v bistvu podoben temu verjetno, kar ste slišali od nekaterih drugih strank, leve sredine. Zakaj je podoben temu? Zato, ker smo izhajali iz sprememb, za katere ocenjujemo, da bi se pa dalo dobiti minimalno soglasje med obstoječimi strankami. Poudarjam, še vedno pa ne vemo, ali bo to minimalno soglasje potem tudi prišlo do 60 glasov v parlamentu. Pravi, nismo šli tako radikalno tudi v našem programu, ne v spremembo, kot ste šli vi, ste šli v bistvu na neke vrste dvokrožni večinski sistem. Mi ostajamo se pa zavedamo te pomanjkljivosti, da danes v resnici ne izbirajo poslancev volivci, ampak jih izbirajo stranke. In to je zagotovo nekaj, kar na noben način tudi za nas ni, rečem temu, višek demokracije, ravno obratno. Na tej točki ocenjujemo, da je demokracija resno hendikepirana v Sloveniji. Tako da z tega vidika je uvedba preferenčnega glasu, pa kakršnega koli, lahko tudi absolutnega preferenčnega, nekaj, kar se nam zdi popolnoma logično in se nam zdi škoda, da do tega še ni prišlo. Tako da, če bo obstajala volja in želja novega državnega zbora, da se gre v tako spremembo, jo bomo zagotovo podprli. Za večje spremembe, še posebej spremembe, ki bi na nek način šle proti večinskemu sistemu, kar bi pomenilo, da bi se zmanjšalo število strank v parlamentu, najverjetneje, oziroma bi imeli verjetno več, dve, mogoče, ali pa 3 močne grupacije, ostalo bi bili pa posamezniki. Na tej točki, če bi jo mi predlagali,
ker si obetamo, da bomo ene močnejših grupacij na levi sredini, potem bi lahko nam kdo celo očitil, da zlorabljamo svojo trenutno moč. Spravi, takega predloga z naše strani ne sme biti. Tako kot ni higienično, da bi prišel iz strani mogoče sedanje vladajoče stranke, ker se natančno ve, kaj bi bil njihov cilj in to zagotovo ne bi bilo več demokracije, ampak uporaba za namene manj demokracije. Že vidim roko, samo to se moram ustaviti, ok, stojim. Profesor Svetlik. Ne, jaz nisem mislil prekinjati, jaz sem samo mislil zdaj, ker vas lepo poslušam, se vključiti v to debato, ki jo že vi pravzaprav odpirate. Tisto, kar mi je bilo zelo všeč, jaz sem še vaš program brati, je to, da ste v resnici politični sistem in njegovo reformo postavili kot posebno poglavje in se zavedate, da je to eden pomembnih dejavnikov, če čemo razvoj na drugih področjih tudi peljati naprej. In središče tega političnega sistema je pa res volilni sistem. In seveda lep predlog, da se veljavi preferenčni glas in tukaj mislim, da bo soglasje lahko doseženo. Tisto, kar sem pa hotel zdaj reči, glede na to debato, je pa to, da vi postavljate v ospredje v programu tudi dvig zaupanja ljudi, zaupanja v političen sistem, v poslance, v predstavnike ljudstva. In tukaj je treba potem več teh inštrumentov kot sam preferenčni glas in če hočemo, da bo tega prišlo. Vpliv volivcev na kandidiranje, recimo, bi bil tak, kaj ga zdaj ni. Odgovornost poslancev, ko jim gre na živce, da se pol drugače obnašajo, kot so obljubljali zaostriti. In pa še nekaj, ta predlog naš, da bi šli v teh 44 okrajev, ki bi vsak dobil enega poslanca, je tudi zelo blizu temu, kar tudi vi zagovarjate v programu, namreč policentrizem, da bi res imeli potem predstavnike ljudstva tudi regionalno lepo razporejene, kajti ljudje na to tudi veliko dajo, na to regionalno dimenzijo demokracije. Pa sam še zadnja pripomba, to, kar mi predlagamo, v resnici ni večinski sistem ali pa daleč od tega, je proporcionalni sistem, ki ga pa malč dopolnimo ravno s tem, da bi tem volilnim okrajem dali možnost, da dobi vsak svojega poslanca. Ker razmerje med strankami pa še zmeraj ostane določeno, tako kot zdaj. Tista stranka, ki dobi več glasov, ima potem na koncu tudi več poslancev. Sam to sem hotel pojasniti. Ok. Drži. No, sej, v prvem delu, glede preferenčnega glasu, mislim, da sem že ne bi več se zdaj odzival. Kar se pa tiče ostalih sprememb, to je zdaj samo, če hočete, moj pogled. Nam se seveda zdi imenitno, ko bi uspeli zagotoviti odgovornost poslancev. Celo odpoklic. Znotraj proporcionalnega sistema je to skoraj da ali praktično nemogoče. In zato razumemo tudi tak predlog proti jasni postavitvi, kdo je kje izvoljen, se pravi v katerem kraju, tudi kot predlog, ki omogoča kasneje odpoklic. To popolnoma razumem. Razumem kot eno možnost. Še enkrat, meni osebno, pa verjamem, da bi, kolikor bi iz tega se izcimilo, da bi bilo potem v parlamentu manj strank, čeprav ni nujno, da jih bo manj, bi lahko kdo nam očital, da želimo zlorabiti moč svoje stranke v tem trenutku, saj še ne vemo, kakšna je, ampak recimo, da bomo moč svoje stranke, zato da si na nek način zabetoniramo sedanje stanje tudi za naprej. Zato ne mora biti naša iniciativa to, ampak je lahko ali strani ostalih strank, manjših, kar sicer bomo videli, ali pa, in zdaj se do tega se hotel priti, ali pa do referenduma, spravi strani ljudske iniciative kot take. Zato je bil moj predlog je šel v dve smeri, spravi iskati soglasje v državnem zboru za uvedbo preferenčnega glasu na eni strani, na drugi strani iskati soglasje za spremembo v tem primeru zakona oziroma zakona o referendumu z namenom, da se omogoči referendumska določitev natančno te zakonodaje. Tudi ta pot bo trnova in bo dolga in vprašanje je seveda, ali je pravilno, da s tako kompliciranim sistemom gremo na referendum, ampak ok, to stroka ne se o tem odloči, jaz nisem stroka na tem področju. Tako da v tem primeru, da se pa pripelje možnost referenduma za odločitev, na tej točki se pa tudi mi temu ne nasprotujemo, se zavedamo težavnosti te poti, se nam pa zdi, da je
referendum lahko dobra oblika, ampak zdaj bom pa prišel do ene stvari, ki se pa nam zdi neizmerno pomembna, in to je, da bi bilo potrebno še pred tem vpeljati sistem elektronskih volitev, se pravi digitalnih volitev. Ker v tej dobi digitalizacije in predvsem na drugi strani apolitične drže mladih, ker se na nek način ki jih izključujemo iz političnega sistema, tudi s tem, da zadeve pač funkcionirajo, kot funkcionirajo, se mi zdi, da bi bilo vpeljava ravno tega, to je digitalnih volitev, ključni predpogoj tudi za kasnejše referendumske iniciative in podobno. Na ta način mislim, da bi lahko res približali demokracijo ljudem. In digitalne volitve so zagotovo eden takih korakov. Tako da bi šel, če hočete, trifazno, najprej iskanje minimalnega soglasja za vsaj preferenčni glas, potem spremembo zakonodaje v smeru omogočanja digitalnih volitev in potem seveda izvedba referenduma o tem, kakšna ne bo zakonodaja, če uspemo najti soglasje. Ali v družbi, ali v parlamentu. Tukaj bi jaz rad majčkeno pokomentiral. Prvič, ko smo mi delali izračune, se je izkazalo to, kar ste vi sam zdajle potrdil. Nobenega dokaza nimamo, da bi vpeljava nekega, imenujemo to kombiniranega sistema pogojno, da bi pomenila zmanjšanje števila strank v parlamentu. Mi na nek način že zdaj imamo dva bloka. Približno se ve, kere stranke spadajo v desnega, kere v levega, s tem, da imamo neko asimetrijo. Na levem bloku je večja razpršenost in radikalno leve, če smem uporabiti pogojno ta izraz, imajo posebno stranko. Na desni strani te razpršenosti ni in radikalno desni volivci so dejansko vključeni v stranko, ki se predstavlja kot socialdemokratična. To je ta asimetrija. Drugo, kar bi rad rekel, gledajte, ko so ta zadnjkrat poskušali v parlamentu doseči soglasje za uvedbo preferenčnega glasu, je zmanjkalo nekaj glasov, 3 oziroma 4. Vendar se je pokazalo, da so ti glasovi zmanjkali na levi strani, to se pravi levo-sredinski. Popolnoma logično. Kar pomeni, da so leve sredinske stranke, ki so navidezne to podprle, dejansko podprle s figo v žepu in preprečile uvedbo preferenčnega glasu. Zato smo mi v veliki težavi, ko pravijo, zaupajte nam, podprli vas bomo, mi pa vemo, da je ta cona udobja, v katerem so zdaj velike stranke, tako zapeljiva, da se bojo težko odrekli. No in še eno zadevo, digitalne volitve, mi se strinjamo s tem, absolutno smo tudi predlagali in v končnih členih to nalogo dajemo, ima pa ta digitalizacija več korakov. Najenostavnejši niso digitalne volitve, najenostavnejši je digitalno zagotovljen glas in za referendum bi zastopal digitalno overjen podpis, kar pa še ne omogoča tudi volitev, ampak za referendumsko zakonodajo pa to zadošča. In tega mi lahko vpeljemo, če se tako dogovorimo v 2 mesecih, medtem ko prav digitaliziran volilni sistem je pa bolj kompliciran in zahteva mnogo več dela. Tako da mogoče se bodo strokovnjaki odločili za to, kar so nam predlagali, zahtevajte digitalizacijo pritrdilnega ali odklonilnega glasu, tam, ki gre za da, ne, tam, ko pa ti moraš z neke liste personalizirati enega človeka, ki ga voliš, je pa to bolj komplicirano. Tako da verjetno se bomo lahko dogovorili, ja, digitalizacija, ki omogoča referendum, potem pa se rečemo več let do novih volitev, čas, da se pa izpelje to za nove volitve. No, to so predvsem, bom rekel, ta komentar, nas seveda, in se vam opravičujem za to, nas bremenijo slabe izkušnje, ki jih vi še nimate,
In zelo upam, da se jih ne boste nabrali toliko, kot smo se jih mi. Ja, tega si tudi sam želim. Je res, da je mogoče danes naša prednost ravno ta, da nimamo še teh tako imenovanih vested interest v stranki, kar pomeni, še nimamo nekih zatečenih pravic, ne na nivoju posameznika, ne stranke, in zaradi tega nas to ne obremenjuje pred spremembami. Spravi, nas ne omejuje pred tem, da bi podpirali spremembe. To drži. Z tega vidika se tudi zavedamo naše pomembne vloge pri spremembah, ker čez 4 leta bo drugače, to zagotovo, tudi v zvezi z nami. Ker tako ali drugače se bojo ljudje ali navadili pozicije, ali navadili sektorja in podobno. Tako da drži, zavedam se te odgovornosti. Zakaj sem pa predlagal to pot? In se mi zdi zelo dober predlog z tem, da se tudi pri digitalizaciji dvofazno. Zato, ker bi želel, da bi zakonodaja volilna, ne preferenčni glas, ta je manjši poseg, ampak če prije do večjega posega, da dobi legitimnost na referendumu. In predvsem legitimnost na bodočih generacijah. Ne legitimnost samo na nas, ki smo navajeni hoditi fizično na referendume, ampak tudi na mlajših generacijah. In verjamem, da za mlajše generacije, če jih želimo pretegniti noter, je tak referendum, spravi digitalni referendum, v resnici ena najboljših poti, kako jih uvesti v to, da začnejo demokracijo tudi živeti na pravi način. In jaz, lahko potem za digitalne volitve imamo pa dejansko 4 leta časa, da se pripravi ali preko SMS pasa ali kakorkoli sistem digitalne podpore volitev, pravih volitev. Ampak takrat bomo že morali vedeti, po katerem sistemu gremo. Ja. Tako da, ja, v tem delu zagotovo. Je pa res treba doseči širši konsens glede 2 stvari, ki ste jih predlagali, tudi glede te regionalizacije. Sem razumel tudi to, da bi se poskušalo doseči približno enako številčno zastopanost na poslanca. Sam temu seveda nimam zakaj nasprotovati, zakaj pa bi. Meni se zdi to edino logično, da do tega pride. Je pa res, da bo pač prihajalo pol do nadvlade velikih krajev nad malimi znotraj takih okrajev. To je pač posebnost Slovenije, ki imamo precej razpršeno poseljenost, tudi zanimive zgodovinske take in drugačne izkušnje, medkrajevne, ampak vse to imamo tudi že zdaj. Prav neke 100% pravičnosti krajevne pa ne moramo doseči na noben način. Tako da samim tem ne vidim izziva, je pa res, kot rečeno, šel bi pa 3-fazno. V tem trenutku v našem programu smo se zavezali, da bomo podprli preferenčni glas in nimamo najmanjšega niti namena, niti interesa v resnici, da tega ne bi naredili. Je pa to smiselno narediti hitro po volitvah. Spravi, ne čakati na 3. leto, ko se bojo vsi usedli v svoje stolčke in bojo vsi že kalkulirali za naprej, ampak to narediti v 1. letu po volitvah. To pa zagotovo. To je tudi eden od razlogov, če smem pridati, zakaj, ko me vprašajo, kakšno vlado si želim, kakšni vladi si želim biti, ni važno zdaj, kdo mandatar, govorim, kakšni si želim biti. Želim si biti v vladi, pa v koaliciji, ki bo imela 60 glasov. Z enim samim namenom, zato da so take spremembe sploh možne. Tako da ostajam optimist, da bo to možno. Tudi po volitvah. Pol ste imeli še, se pravi, 47,000, ja, pa štetje glasov. Pri štetju glasov pa to, da se po Dontu prerazporeja, da sam ne vidim tako velikega problema pri temu. Sem najprej mislil, da je Dontov sistem večji problem, potem sem pa na lokalnem nivoju, kjer imamo malenkost drugače kot tukaj, kot na državnem, šel preračunavati, pa to prerazporejanje glasov je res minimalno. Včasih je eno mesto ali poslanca ali pa svetnika, tisto, ki se obrne iz tega naslova, ne več. Tako da na državnem nivoju skoraj težko več kot eno samo mesto. In ker sta in desni pol in levi pol, imata po eno veliko stranko, ta glas nikoli do zdaj ni odločil kasnejšega, mogoče takrat v času, ko je potem poslanec Puckov prestopil, če je takrat mogoče o tem odločil kasneje, pa nikoli več ni bila razlika tako majhna, da bi zaradi sistema, v tem primeru Dontovega, in sorazmerno majhnega osipa, ker imamo veliko število majhnih strank v parlamentu in se je samo 12% izgubilo ali pa prerazporedilo, se ni pomembno vplivalo, vsaj po mojih podatkih ne na razmerja moči v parlamentu. So ta nesorazmerja v drugih državah, kjer nagrajujejo zmagovalce, izrazito nagrajujejo še večja.
In zanimivo, da ravno v teh zahodnih razvitih demokracijah ravno nagrajevanje zmagovalcev smatrajo kot višek demokracije za namen stabilne vlade in ne obratno. Tako da variante, po kateri bi šibili velike, pa spet ne, zato ker si mi mislimo, da bomo veliki, ne verjamem, da bi v Sloveniji pripeljali do večje demokratičnosti, še manj pa do večje stabilnosti vladajočih. Ta sistem, jaz pač še nisem zasledil, da bi dajal boljše rezultate tudi drugje v zahodnji Evropi. Ampak še enkrat, nisem strokovnjak, to je samo moj pogled. Jaz sem v bistvu zdaj pokazujem uro, skratka zgleda, da nam čas počasi ušel že, tako da gospod Milan Devar zaključi. Tjaša, Ciril pa Rado sta še prosila. Aha, dobro, lahko. Če lahko, jaz bom zelo kratek, ampak bi na en nesporazum rad opozoril, ki se dogaja predvsem na levi sredini. Mi se vsi strinjamo, tudi naša skupina v celoti, da je uvedba prednostnega glasu napredek. Menimo pa, da je to majhen korak v pravi smeri. Mi moramo računati s tem, da je pri nas večinski sistem nekako zelo, zlasti na levi sredini in tudi upravičeno zelo vprašljiv zaradi tega, ker se je poskušal vsiljevati na nedemokratični način za manjšino glasov in tako naprej. Vendar pri nas ne gre za idejo uvajanja večinskega sistema. Mi z večinskim delom volitev v kombiniranem sistemu hočemo zagotoviti dodatno personalizacijo. Že s prednostnim glasom jo zagotavljamo, ampak še bolj pa tem, da bi neposredno bilo 44 poslancev izvoljenih. To bi bili poslanci, ki so izvoljeni na terenu, ki bi imeli tam domicil, se pravi, ki so tam doma, ki jim tam zaupajo, ki bi tam imeli pisarno in tako naprej. Vendar pa je na ta večinski način glasovanja zlasti v Združenem kraljestvu, v Ameriki in drugod po svetu vezano to, ker je gospod Golob zelo dobro opozoril, da dobijo uspešne stranke dodatne glasove, dodatno nagrado. To je v tem našem sistemu, ki ga predlagamo, absolutno v celoti preprečeno. Se pravi, res je, da je vsakdo, ki je neposredno izvoljen dokončno, vendar to ne vpliva na kršitev proporcionalnosti. Z drugim glasom je proporcionalnost določena, tako da imamo dva močna glasova. Eden, ki je dokončen pri izvolitvi, in drug, ki je dokončen v tem smislu, da določa proporcionalno sestavo. Mi to imenujemo v volilnem pravu kompenzacija, se pravi, v tem drugim glasom je kompenzirano tisto, kar bi v večinskem sistemu nekdo pridobil za prvim glasom. Zdaj, da to pojasnim, potem bom pa nehal samo z konkretnim primerom, to, kar gospoda Goloba skrbi. Dejstvo je, da je v proporcionalnem sistemu veliko strank, v povprečju po izračunih Beneške komisije 4,7 strank v parlamenti, ki imajo proporcionalni sistem. V večinskem sistemu so povprečno 3 stranke, se pravi 2 veliki stranki in še kakšna majhna. V kombiniranem sistemu pa 4,3 stranke, se pravi razlika je samo 4,7 in 4,3. Pri tem se kaže, da kombiniran sistem niti približno ne moramo enačiti z večinskim sistemom. Če bi pri nas prišlo do zmanjšanja števila strank, bi prišlo do minimalnega zmanjšanja in še to postopno. Namreč prvi del glasovanja bi silil v sodelovanje, se pravi v to, da se stranke povezujejo. Drugi glas, ta proporcionalni del, bi pa silil v to, da stranke ohranjajo svojo samostojnost, ker več glasov dobijo vsaka posamično in da se potem povežejo v koalicijo. Se pravi, da so te strahovi o tem, da bi v bistvu šlo za večinski sistem ali za prevlado velikih strank, tukaj v našem primeru pač neupravičeni. Tega ni, je pa personalizacija seveda veliko večja, zlasti pa seveda, če ljudi vprašate, kaj želijo imeti svojega poslanca, nekoga izmed njih, ki se mu na terenu lahko obrnejo na njega, zato da vplivajo na državno politiko in da dobijo informacije od njega, kaj se na državni ravni dogaja. Hvala lepa.
Boste pokomentiral, gospod Golob, ali... Lahko jaz dodam še eno vprašanje, pa potem dr. Golob na oboje odgovori. Se bom dodal eno preprosto vprašanje. Gre za v bistvu odnos do civilne družbe. Razberemo iz programa stranke naklonjenost civilni družbi oziroma razumevanje, da je to pomemben segment družbene strukture. Gre preprosto za to, mi predlagamo, da se izenačijo pogoji za kandidiranje stranke in organizacije civilne družbe. Mi predlagamo 150 podpisov volivcev za kandidaturo, tako na strani strank kot na strani organizacij civilne družbe. Pa me zanima, kako dr. Golob gleda na to ureditev. Dobro, verjamem, da boste tle bolj zadovoljni, kot ste bili do zdaj. Malo se hecam. Se bom vseeno vrnil. Razumem tudi željo, da ima neko kraj, neko območje svojega poslanca. Opozarjam pa, da 47,000 volivcev ne pomeni enega kraja. Pomeni eno mesto, ali pa 2 mesti, ali pa celo 3 mesta. In v tem primeru bo prišlo do prevlade večjega mesta znotraj okraja. Samo opozarjam, zagotovo bo prišlo. Ampak to je moje opozorilo, zato smatram, da je smiselno za tako veliko spremembo jo potrditi na referendumu. To je naše stališče. Pravi, eno so spremembe v smer prednostnega glasu, za katere verjamem, da če jih potrdimo v parlamentu, imajo za dovolj veliko večino, imajo vso legitimiteto. Tudi ljudstva. Drugo so velike spremembe volilnega sistema, za katere smatram sam, da je smiselno, da jih opravimo in preverimo na referendumu. Bi s tem tudi zaprl to točko o odnosu do sprememb volilne zakonodaje. Kar se pa tiče civilna družba, ko sem jaz napovedal, preden sem vstopil v politiko, da si želim vstopiti preko civilne družbe, so se mi vsi, veste kaj, začeli posmehovati. Da mogoče ne vem, v kakšni državi živim. Da mogoče nimam pojma o volilni zakonodaji, ki pravi, da samo stranko lahko gre na volitve in nikakor ne s civilno družbo ali civilnim gibanjem. In to je trajalo kakšen mesec, sem bil predmet posmeha. Tako da, ne govorim to, da bi se smilil sam sebi, ampak seveda se strinjam, da stranka sama po sebi ne sme imeti nobenega privilegija. Zakaj bi ga pa morala imeti? Mi smo se tudi trudili, da bi smo tudi zbrali podporo, vložili smo kandidatno listo s podporo volivcev po vseh enotah. Ravno zaradi tega, ker smo poskušali delovati čim bliže civilnemu ali pa ljudstvu oziroma civilnim iniciativam. Tako da nimam prav nobene najmanjše težave s tem, da se stranke in civilna družba izenačijo. A je smiselno imeti nižje pragove ali višje, jaz se raje za nekoliko višje, da tudi stranke ne se kar potrudijo. Zakaj? Zaradi tega, da preprečimo tudi konec koncev, ker stranke zdaj tudi so razmerno enostavno ustanoviti. Stranke ne obstajajo samo te, ki so danes v parlamentu, ampak jih je cela množica, ki jih sploh v parlamentu ni. In so mimogrede financirane na letnem nivoju iz proračuna Republike Slovenije. Medtem ko civilna družba to ni. In že ta nesorazmerje vam pove marsikaj. In moj odnos, da boste razumeli, in to je moj odnos. Sam sem mestni svetnik v Novi Gorici, 5 mandatov na lastni listi. Nikoli nismo dobili nič iz proračuna občine, ker so stranke poskrbele, zato da liste niso bile finančno podpirane. Tudi zakonodaja je taka. Tako da, to nas ni odvrnilo, seveda ne, in tudi mestne svete Nove Gorice je ogromno list se uvršča, ampak so zelo razdrobljene. Tudi to je treba povedati. In razdrobljenost včasih tudi ne koristi nujno, ampak ni bilo problema zaenkrat do zdaj. Tako da je ta dualnost, sem zagotovo za večjo izenačitev strank in civilne družbe, tudi z vidika financiranja po volitvah in ne obratno. Ni samo stvar znižanja pragu vstopa, ampak tudi finančnih sredstev, ki jih dobiš glede na volilni rezultat na volitvah. Tudi ta del mislim, da bi moral biti med stranko, čeprav verjamem, da je ustava pravi, da se samo skozi stranke to počne, ampak moje stališče je, da bi bilo treba to pripeljati skupaj in bliže. Hvala. Jaz sem prepričana, da se vsi strinjamo, da tudi ustava je
v nekem delu potrebna nadgradnja oziroma dopolnitve ali vsaj pojasnil, ampak o tem mislim, da danes nima smisla govoriti. Dajmo se mi raje posvetiti še temu, kar ste zdaj že pogosto omenili, in sicer referendumska zakonodaja, ki je konec koncev tudi sama sebi namen oziroma je zelo kozmetična farsa same sebe, kar je prvotno bilo mišljeno, da naj bi pomenila, da naj bi preko referenduma ljudje vendarle uveljavljali neke svoje želje, zahteve, kakorkoli, in potrjevali tudi ključne predloge za delovanje države, kar se je zdaj izrodilo v to, da je v bistvu izjemoma lahko morda kaj povemo tudi državljani, ne, s tem da ali ne odgovorom. Načeloma je pa naš glas bolj kot ne neslišen, niti se ga ne upošteva konec koncev v državnem zboru. Zato mi predlagamo seveda, da se referendumu vrne polnomočje, da jasno, da ne more večina odločati o manjšini, ampak tu vidimo še nekako edini zadržek. V vseh ostalih stvarih pa državljani vendarle bi morali odločati, na politikih oziroma predlagateljih pa je, da znajo pravilno predstaviti stvari in da ne skoncentrirajo več vprašanj naenkrat, ker potem zmedajo ljudi. Seveda moramo pa tudi prerasti to ideološko razcepljenost, ko sploh ni bistvena vsebina v danem trenutku, ampak kdo je kaj predlagal, ne? Tako da nekako v tej smeri gre tudi naša pobuda, pa me zanima, kaj vi menite o tem, oziroma ali bi bili kot stranka oziroma vi osebno tudi pripravljeni podpreti to vrstno spremembo oziroma ureditev, da ljudje dejansko dobimo nazaj tisto moč, ki nam pripada konec koncev po vsej logiki in po vsem, kar piše in v ustavi in zakonodaje in tako dalje. Izvolite. Z referendumskim odločanjem imamo dejansko mešane izkušnje v zgodovini Slovenije. Začeli smo fantastično ob osamosvojitvi, potem pa je prišlo do marsikatere zlorabe referendumske zakonodaje, zato je tudi spremenjena in to vse razumem. Zdaj vprašanje je, ali smo se iz zadnjega referenduma, ko se je prvič zares organizirala prava civilna družba, že naučili dovolj, da lahko rečemo, da zlorabe niso več možne. In da tudi taka ureditev, kot je zdaj referendumska, v resnici služi svojemu namenu. Zdaj, pri da ne je to sorazmerno enostavno, takrat, ko gre za referendum o že sprejetem zakonu, se pravi potrditveni referendum. V tem primeru je to enostavno. Bistveno težje je pri posvetovalnih, ne samo zaradi zavezujoče oziroma nezavezujoče narave, ampak predvsem zaradi vprašanja. Jaz verjamem v to, kar bom zdaj rekel, da je praktično polovica verjetnosti, kakšen bo odgovor, temelji na tem, kako je postavljeno vprašanje. Z postavitvijo vprašanja lahko manipuliraš odgovor. To je dokazano, pa ne samo v Sloveniji, še kje drugje. In ravno zaradi tega, in ker referendum konec koncev potegne za sabo kar nekaj stroškov. Zdaj je to res 6 milijonov, ali je to zdaj že kaj več, se ne bom spuščal, pa govorimo o milijonskih stroških za vsak referendum. Zaradi tega verjamem, da smo tudi malo skeptični, ker se potem to očita predlagateljem, kako zapravljajo davkoplačevalski denar in zato se tega ne sme. In zdaj se vrnem na točko digitalnega glasovanja oziroma elektronskih volitev. Zato verjamem, da je ravno elektronski način glasovanja za referendum pravi, ker bi lahko omogočil zelo hitro in pogosto preverjanje volje ljudstva. Ne zaradi pravno-normativnih, sem si prebral čet zadev, ne, pravno-normativne moči lahko celo ostanejo take, kot so, ampak z vidika, kako hitro lahko tak referendum organiziramo, kako poceni ga lahko organiziramo, zato ga lahko ponavljamo, če je potreba, več referendumov in ne da čakamo na volitve in podobno, še posebej zdaj, ko imamo vse v enem letu in potem 4 leta nič. In da na ta način tudi omogočimo ljudstvu, če hočete civilni družbi, da se izreka o pomembnih stvareh tudi vnaprej. Sam nimam težave s tem, da bi se referendumi tudi posvetovalno organizirali, ker mi bomo v naslednjih par letih soočeni z vrsto zelo pomembnih, če hočete, res zelo pomembnih vprašanj glede razvoja naše družbe.
vsaka resna vlada, še preden začne z izvedbo reforme, pa mislim, da je v interesu, da preveri, ali ima podporo ljudi za njo. Jaz osebno bi si želel imeti podporo ljudi za, recimo, zeleno davčno reformo. Dam sam primer. In ne bi rinil v nesrečo, če ne bi vedel, da imamo mandat ljudstva za to, da se taka reforma, ki pomembno prerazporedi davčna bremena, sploh začne zares načrtovati ali pa izpeljevati. Sem dal samo primer, ampak takih primerov je lahko, govorimo o pokojninski reformi, o zdravstveni reformi, o čemurkoli, če imamo učinkovito platformo ali inštrument. Danes ocenjujem, da je nimamo še, ali pa da ji ne verjamemo, ali pa zaupamo dovolj. Čeprav je bil referendum o vodi mogoče pokazatelj, da tudi znotraj obstoječih okvirjev je to možno. Je pa res, da je šlo za enostaven primer, ker smo se v resnici glasovali, hočemo vodo, nočemo vode. To je bilo tako enostavno, da ne bi moglo biti bolj. In jaz vem pa, da z bolj kompliciranim, bolj kompleksnim vprašanjem se hitro zamegli slika glede tega, kaj ne bi referendum, o čem ne bi odločal. Tako da, referendum bi morali, oziroma vprašanje predlagatelj postavi, ne? In vprašanje mora biti jasno, oziroma predlagatelj mora tolmačiti, mora v tem primeru postati tolmač ljudstvu, ne? Ker to je njegova naloga, dolžnost in odgovornost, konec koncev, ne? Jaz se z vami absolutno strinjam, zavrnitveni referendum ima svojo vlogo v pač teh delih, kjer še lahko, ne? Kjer ga ne postavlja pod dopustnost oziroma nedopustnost drugi odstavek 50. člena. Ne? Ta drugi odstavek je pravzaprav ena od najbolj spornih stvari, ne? In tu bi morali narediti večji korak v pravo smer. Poleg tega bi pa, mislim, naš predlog je bil, da se določi nek kvorum, ki dejansko potem daje verodostojnost rezultatu referenduma. Ker s tem, ko je kvorum dosežen, ko določen procent ljudi pride volilnega telesa, postane avtomatično, mora postati obvezujoč za državni zbor. Jaz mislim, da to je povsem logično dejanje. Ne? Drži, ampak potem pridemo spet do točke, ali lahko damo cel zakon spisan na referendumu naprej, na primer strani civilne družbe, kar danes ne moremo, in potem zakon avtomatsko stopi v veljavo preko potrditve v državnem zboru. Danes take možnosti nimamo. Danes lahko postavljamo samo posvetovalna vprašanja, ki so v resnici kasneje lahko ali zmanipulirana, ali prezrta, ali karkoli že. Da. Čudovit primer je seveda nedeljsko delovanje trgovin, nam je vse pokazal in povedal, tako da in politično voljo in ne. Naslednje vprašanje bi imela, prej ste omenjal mlade, neaktivnost mladih, jasno je, da smo mi seveda naša generacija in mogoče ena generacija prej najbolj krivi tega, da mladi nimajo interesa političnega, ker smo jim z nekim svojim spanjem oziroma politično anemijo dajali bore slab vzgled. Kako bi vi vključil mlade, poleg tega, da bi jim dopustil, da pač svojo pravico uveljavljajo elektronsko? Imate kakšno vizijo, kaj storiti, da jih prebuditi, da participirajo ne zgolj kot davkoplačevalci, ampak tudi kot aktivni državljani, ne, v svojem pravem pomenu besede? Jaz se bojim, da mi starejši podcenjujemo mlade na točki, da jih nekoliko pokroviteljsko obravnavamo, v smislu, da si domišljamo, da vemo, kaj oni hočejo v resnici. In da dokler bomo to počeli, jih ne bomo spravili zraven, zaradi tega, ker s pokroviteljstvom ne bomo dosegli tega, da bi se oni po naših pravilih aktivirali. Zato resno verjamem, da vkolikor vsaj na nivoju tehnične izvedbe se približamo njihovemu načinu komuniciranja, socializiranja in pa odločanja, v tem primeru jih bomo lažje. Spravi, moramo se najprej približati na nivoju kako. Potem bomo pa ugotovili, da mogoče njih zanimajo vprašanja, na katere mi še pomislimo ne. Ampak dokler ne bomo vzpostavili platforme, kjer se bo to izkristaliziralo, ne bomo vedeli. Zdaj, mogoče, pa podcenjujem jaz, da je nas starejše, ampak moja izkušnja z mlado generacijo je bila, da obstaja mlada generacija, ki jo mogoče malo slabše razumemo, kot smo si mislili. Prav z vidika njihovih političnih aspiracij ali pa kaj pričakujejo od politike in česa v resnici ne pričakujejo, katere debate jih zanimajo in katere debate jih manj zanimajo. Tako da
mogoče bomo razočarani, da za nekatere debate bo velik interes pri starejši generaciji, bistveno manj pri mlajši. In ravno skozi to, če se približamo njihovemu načinu komuniciranja, bomo mogoče to lažje ugotovili. To je ena taka izkušnja, ki smo jo tudi mi imeli in mislim, jaz ne vem, mogoče ste vi aktivni na TikToku, jaz nisem, no, ampak ta mladi hočejo vse skozi TikTok delati, jaz ne bom šel tja, prosim, lepo. Politike Pardon. Ja. A se lahko oglasim? Prosim lepo. Aha, vi ste na TikToku, ok. Ne, nisem TikToku. Jaz sem na relaciji Tjaša Zorc in vsi ostali. Najprej, ko ste spregovorili o odgovornosti, sem dobil vtis, da je tu nekaj dilem. Jaz mislim, da je treba poslansko odgovornost, tako kot je v predlogu volilnega zakonika opredeljena, zaostriti. Poslance mora zavedati osebne in družbene odgovornosti. To, kar zadeva odgovornosti, namreč odgovornost je fenomen, ki je najbolj zmuzljiv v parlamentu. Najbolj zmuzljiv je fenomen, ker se ga prestavlja, se je on tako rekel, on je tako odločil, vse sem samo poslušal, da ne nadaljujem. Kar zadeva pa predloga prijateljice Tjaše Zorc, bi pa naslednji rekel. Kaj boste storili na področju vzgoje in izobraževanja, da bi skozi proces vedenja o pomembnosti državljanske drže storili? Da bi mlade vključili skozi proces izobraževanja, ne indoktrinacijsko, ampak povabili skozi primere vključevanja starejših, da uvidijo, kako tudi seznaniti, katere so težave in ovire na poti delovanja civilne družbe, državljanske drže, spotike, na katere bodo lahko zadeli, ne zato, da jih odvrnemo od angažiranosti, kajti mladi bodo tokrat na volitvah volili svojo prihodnost in tu jih moramo podpreti. Hvala. Sem razumel, da sta dve vprašanji. Eno je sprememba šolskega kurikuluma, razumem. Zdaj, državljanska vzgoja zagotovo da, seveda je vedno vprašanje, kako pa naj to zgleda. Ampak v vsakem primeru da. Mimogrede, mladi pogrešajo, pa celo mi starejši, v sedanjem učnem programu marsikaj, kar bi potrebovali v sedanji družbi, pa tega ne dobijo, spravi dobijo absolutno preveč podatkov in premalo kakršnikoli veščin za sedanje čase. Spravi, ta del je zagotovo treba temeljito prevetriti in državljanska vzgoja je lahko sestavni del te prevetritve, zakaj pa ne, seveda ja, ampak znotraj enega širšega konteksta, jaz sem kar imenoval konteksta Evropske unije. Jaz mislim, da mi podcenjujemo, kako se naši mladi počutijo Evropejce. Mogoče zato, ker se mi nikoli nismo imeli te priložnosti počutiti na njihovi stopni razvoja osebnega, spravi njihovi starosti, kako se oni počutijo in dojemajo tudi svoje politično delovanje skozi evropsko dimenzijo in skozi nacionalno dimenzijo precej podobno. Ne za iste stvari, ampak identificirajo se z istimi problemi. In jaz mislim, da tle dejansko jih podcenjujemo, no? Ta fenomen. Ja, dejstvo je, da imajo drugačen način razmišljanja, ampak menim, da vendarle je vzorčenje odigralo eno kruto vlogo v tem sistemu, ampak da ne bomo razpravljali o tem, ker nas počasi... Če lahko samo še to povem. Seveda. Ravno organiziranost civilne družbe, mlajšega dela, vam pove eno zelo zanimivo razliko med tem, kako je civilna družba med mladimi pa starejšimi organizirana. Za njih je civilna družba način preživljanja svojega prostega časa, ki ga namenjajo družbi. To za njih ni aktivizem politični kot z namenom politike, ampak je del njihovega življenja. In to jim omogoča ta digitalna socializacija, da ni važno, kje so po svetu, oni so del in so ves čas povezani v svojo socializacijsko celoto. In ta je politično aktivna ali pa ni aktivna. In zato se zdaj spet vrnem na tehnologijo.
Mladi bojo aktivni, neizmerno bolj aktivni od nas, politično takrat, ko jim bomo omogočili, da bojo uporabljali svoje tehnologije. Bomo vsi presenečeni, kako bojo angažirani takrat, ko bojo lahko uporabljali svoj način socializacije, komunikacije in druženja tudi za politične namene. Jaz sem v to 100% prepričan. Tako. Pa ne samo v bistvu politične namene oziroma v državljanske namene, če hočete. Politika je način, kako v bistvu izboljšujemo družbo, v kateri živimo. Lahko jo imenujemo državljanske namene. Sej ne delam, ne način politike strankokracijo. Kako jih bomo prepričali, da politika ne sme biti več igra z ljudmi, ampak igra ljudi? Zdaj sem pa vrnil na politično kulturo. Dokler mi dovoljujemo, da ena stranka z denarjem iz sosednje države, ki ima kolonialne namene, kroji medijski prostor in determinira politično kulturo, zato da se samo sovražimo v politiki, do takrat jih ne bomo prepričali. Mladi ne bojo hodili v politiko, zato da bojo sovražili drugega mladega. To za njih ne obstaja. Okay? In načrtno se izvaja politika sovražnega govora z namenom, da se ljudi odvrača od politike in mlade najlažje odvrniti sovražnih govorov. In zato se opravičujem, je pa tle medijska zakonodaja, ki bo morala biti radikalno spremenjena. Mediji, ki spodbujajo sovražni govor, bojo morali biti onemogočeni. Pika. Mediji, ki ne znajo pojasniti izvora svojega premoženja, ne morajo biti mediji. Pika. To je higienik, ker če ne bomo mi spremenili politične kulture v državi, lahko sanjamo, kakor hočemo o tem, da se bojo mladi z veseljem vključevali v politično življenje, ker se ne bojo. Ali menite, da bi kaj pripomoglo znižanje starostne meje volilne pravice? Ne. Mladi se tam nekje pri 17 dejansko začnejo zavedati, ampak dovolj bi bilo, tudi če ne bi še imeli pravice, naprimer na volitvah, moče znižati za referendum mejo, takrat, ko bomo imeli enkrat elektronsko glasovanje. Moče bi bil to pravi test, da bi na referendumu znižali mejo, medtem ko pri volitvah v parlament jo pa ohranili na 18. Da bi na ta način imeli kot neke vrste malo šolo demokracije, preden dejansko vstopijo v politično areno. Kakšno je vaše stališče do obvezne volilne udeležbe? Ker živimo v demokratični Evropi, se sicer to lepo sliši. Če bi živeli v Singapurju, tam bi to delovalo verjetno, ampak ne. Želel bi si seveda, da ja, ampak jaz verjamem v svobodno izbiro na vseh področjih, torej tudi pri volitvah. To ne pomeni, da jim ne omogočimo, da pridejo čim lažje do oddaje glasu, ker zdaj imamo zelo komplicirane sisteme za oddajo glasu. Ta del bi definitivno poenostavil, ne bi pa šel na obveznost. Jaz bom zdaj predala besedo še gospe Evelin Vesenjak, ima vprašanje za vas, gospa Evelin. Ja, pozdravljeni, jaz sem poslala že sicer kar mislim v chatu prav na njega 3 vprašanja in sicer moje prvo vprašanje je, ali v kakršnikoli relaciji po volitvah, kako bojo pač glasovi v parlamentu, obstaja možnost, da se stranka, kateri predseduje, poveže z SDS, NSI in stranko Konkretno. Zdaj me sprašujete posamično ali skupinsko? Skupinsko zagotovo ne, z SDS nikoli, ostali tudi ne verjamem, tako da odgovor je ne. Vse to sem tudi že večkrat povedal, tako da... Ja. Hvala lepa za ta. Potem je moje drugo vprašanje, kakšno težo dajete ekonomsko-socialnemu svetu? Tle bom pa malo daljši. Jaz ne vem, če ste opazili, prej je bilo rečeno, da me je nekdo opazil na Mekosu. Imeli smo oziroma bila je konferenca o prekarnosti. Jaz sem se z velikim veseljem usedel na okroglo mizo, kjer so bili predstavniki sindikata. Po domače vturil sem se med sindikaliste. Zakaj? Ker sem želel slišati, ne ker sem hotel njim pametovati, ker sem želel slišati njihov pogled na prekarnost, ki je eden v nekaterih sektorjih kar eden večjih problemov. Kaj sem hotel s tem povedati? Hotel sem povedati, da je nujno, da če želimo načrtovati res rešitve, ki bojo prestale in kljubovale izzivom časa, da imamo čim širši, če že ne konsens, pa vsaj vključitev mnenj
vseh različnih skupin. In ekonomsko-socialni svet je zagotovo eden od takih, čeprav verjamem, da so tukaj tudi razmere preveč statične v smislu, da so že vnaprej ve, kakšna so stališča in me to malo moti in je treba to dinamiko znotraj ekonomsko-socialnega sveta po moje tudi nekoliko spremeniti. Kaj to pomeni? Mogoče bi bilo za razmisliti, da bi v ta trikotnik med vlado, delodajalce in delojemalce pripeljali še kakšnega drugega deležnika, ki ga danes v njemu ni. In bi na ta način mogoče lažje tudi premagali sedanji status quo ali pa pad pozicijo, v kateri se marsikdaj znajdemo. Pa bom dal samo en primer, kaj ste mislim. Jaz si upam trditi, da že danes med delodajalci obstajata dve skupini, ki sta med sabo popolnoma različni. Obstajajo delodajalci, ki so, jaz pravim to, delodajalci pridnih rok iz prejšnjega tisočletja. In obstajamo delodajalci, sem se dal prvo vse množine, pametnih glav, ki naše zaposlene tretiramo popolnoma drugačno. Ne tretiramo jih kot delovno silo, ki jih je treba izkoriščati, ampak tretiramo kot naš največji kapital in bogatstvo. In jih želimo polnomočiti in obdržati na vse načine, da skupaj z nami ustvarjajo vrednost. In pogledi na socialni dialog med eno skupino delodajalcev in drugo so diametralni. Jaz sem prepričan, da bi že to, recimo tak, sem dal namenoma ta primer, naprednih digitalnih podjetij, ki imajo drugačen in delodajalcev iz tega naslova, ki imajo popolnoma drugačen pogled, kot te, ki so moče zdaj reprezentativni v tem ekonomsko-socialnem svetu. In tudi na strani delojemalcev verjamem, da obstajajo različni pogledi in naprimer sam bi dal tudi na strani delojemalcev, tukaj bi dal mladim, tukaj bi dal priložnost, da se v ekonomsko-socialni svet vključijo predstavniki mladih delojemalcev do 30 leta, ker imajo spet popolnoma druge in logično, popolnoma druge interese, popolnoma druge želje in tudi zahteve, kot jih ima nekdo, ki predstavlja večino zaposlenih v višjih starostnih skupinah. Evo, tako da tle ocenjujem, da je preveč pad pozicije bilo v preteklosti in da jo je treba na nek način prostor razširiti, zato da najdemo bolj kvalitetne rešitve, tudi na področju socialnega dialoga. Jaz sem bil malo daljši, se opravičujem, mi je to področje tako zelo, sem se s tem dosti ukvarjal kot delodajalec in mi je neizmerno blizu to področje. Se pravi, če jaz razumem, bi vi razširili, ampak kaj zdaj to pomeni v odločanju, ne? Če razširimo sestavo, zdaj sestavo poznate, da gre za tripartitni organ, ki dejansko nekako odločitve sprejema z 100% konsenzom, v nasprotnem primeru, če kateri od teh predstavnikov ne soglaša z neko rešitvijo, gre stvar lahko vseeno naprej kot predlog. To je pa ta pad pozicija, o kateri govorim. Mogoče bi v primeru, ko bi imeli 5 deležnikov, lahko prešli na to, da imamo tudi enega, ki je od enega, ne 2, enega, ki ostane zunaj. Mogoče, ampak to zdaj sem na glas razmišljam. Se pravi, bi razširili na vsak način, pa me zanima, ste na tej zadevi, ko ste govorili o prekarnem delu, tudi omenjali to možnost razširitve, ste dobil kakšen pogled strani predstavnikov sindikatov na to širitev? Ne, tega nisem na tak način predstavil še takrat. Aha. Se je pa zelo jasno izoblikovalo skozi razprave tekom dneva ta dualnost v stališčih na eni strani mlade generacije in kaj si oni želijo od delovnih mest in kateri delodajalci jim neizmerno ustrezajo, ker smo se približali njihovim željam, in na drugi strani sindikatov, ki pač zastopajo obstoječo delovno silo, ki je pač v večini, kar je logično in je pravilno, nič narobe z njo. Samo mislim, da nekatere prakse iz teh naprednih digitalnih podjetij jih bo nujno uvajati tudi drugje. Zakaj? Pa to niso prakse manjše varnosti, sploh ne, ker varnost ne izhaja iz zaščite, ampak izhaja iz vrednosti, ki jo vsak posamezni zaposleni prinaša podjetju. In to je največja varnost, ki jo lahko imaš, ker je tvoja vrednost, tvoja varnost. Ampak okej, razumem, da vsi ne morajo enako, nimam težave s tem. Ampak zakaj je ta del pomemben? Zaradi tega, ker sem tudi večkrat poudaril, če hočemo živeti v socialno pravični in solidarni družbi, moramo povišati produktivnost. Pa ne v smislu več ur, ampak produktivnost vidika večjo vrednost moramo ustvarjati. In zato bo ravno ta skupina, o kateri govorim, spravi
tej delodajalci in tej delojemalci so tisti, ki bojo povečali produktivnost in ustvarjeno vrednost. In zaradi tega je treba čim prej vpeljati noter v ta dialog, zato da dajo tudi, če hočete, pa tudi sam primer dobre prakse, da se s tem širijo po sistemu. Že tudi ta napredek, samo da se bo o tem govorilo na istem nivoju, bo en velik korak naprej. Hvala, jaz imam samo še zadnje vprašanje, če ste, kakšno je vaše mnenje o nacionalnem demografskem skladu in vkolikor poznate predlog, ki ga je vlada nameravala vložiti, pa ga je zdaj pospravila, hvala Bogu, v predal, če malo pokomentirate ta famozni predlog. Ma ne, kar tam ne ostane v predalu. Je več razlogov, ampak bom dal malo širši odgovor. Jaz verjamem, da moramo najti načine, kako bomo z kombinacijo zasebnih sredstev ali pokojninskih sredstev ali katerihkoli drugih zasebnih in javnih storitev in sredstev, spravi kombinacijo vseh treh, kako bomo skupaj s tem ustvarili več, zato da bomo imeli za konec koncev tudi pokojnine. Jaz se bojim, to je zdaj moj pogled, čisto osebni, da 30 let smo delali po sistemu, ko smo imeli ogromno premoženja državnega in smo ga prodajali zato, da smo filali luknjo, kjerkoli že v proračunu. Ampak na ta način bo državnega premoženja prej ali slej zmanjkalo. In to ni pot za naprej, ne more biti. Je samo vprašanje, ga bo zmanjkalo. Čez 5 let ali pa že 10, ko bomo prodali vse, kar bomo imeli. In z tega vidika moramo to krivuljo obrniti in začeti državno premoženje plemenititi skozi kombinacijo naložbenja, zasebnega tudi zasebnega, ker imamo ogromno varčevalnih vlog in pokojninskih sredstev, ki so v bistvu danes se ne plemenitijo in se ne nalagajo v produktivne namene. No. Tako da naš cilj, ko bomo v vladi, je, da dejansko aktiviramo ta speči kapital, ki je sicer zasebni, ampak da ga skupaj z javnimi sredstvi aktiviramo za javni interes, poudarjam, za javni interes z nekimi normalnimi dolgoročnimi donosi. Kako pri tem gledate na razlaščene delničarje bank, ker vse, bi rekel, analize, tako Nacionalni preiskovalni urad, Ustavno sodišče, Preiskovalna komisija Državnega zbora, Računsko sodišče, celo skupina strokovnjakov Banke Slovenije ugotavlja, da je bilo napačno. In to potrjujejo tudi sodišča, Evropsko sodišče, potem mislišče Bruegel in tako naprej. Uničili smo kapitalski trg, imamo 30 milijard depozitov in se gremo kapitalizem brez kapitala. Zdaj, strinjam se z zaključkom popolnoma, ali je res bil razlastitev teh podrejenih obveznic razlog, zato mislim, da je razlogov več, da smo, kjer smo z našim spečim kapitalom in zagotovo je ključno, kako ga bomo aktivirali. Če bi hotel biti populistični, bi zdaj rekel, popravili bomo vse krivice za nazaj. Zdaj mi vsi vemo, ker smo že toliko časa na svetu, da se krivic za nazaj, sploh pa ne vseh, ne da enostavno popraviti. Jaz verjamem, da tudi pri razlaščencih obstajajo ena velika množica razlaščencev, ki bi se jih dalo povrniti v celoti, obstaja pa mogoče tudi manjša skupina, pa nočem delati zdaj nobene diskriminacije, kjer je pa za razmisliti, kako postopati. Ampak nisem specialist za to področje, še manj sem bančnik, ali pa da bi se spuščal v debato o tem, je Banka Slovenija sestavni del enega reda ali drugega. Tako da verjamem pa v pravno državo. Če verjamem v pravno državo, pomeni, da ko bomo imeli razsodbo in na nek način jo marsikje že imamo, potem je treba tako razsodbo tudi spoštovati in jo spraviti v izvedbo. To pa, spravi, ne želim biti razsodnik, ne me narobe razumeti, ne želim biti sam ali moja stranka tista, ki bo razsojala, kaj je prav in kaj ne, ker pa verjamemo v pravno državo, bo pa naša obveza, da tisto, kar bo razsojeno, na neodvisnih inštancah potem tudi implementirano. Časa imamo še 5 minut, tako malo manj kot 5 minut, zato bom jaz zelo pohitela.
Stavka se obeta tudi v vstopu v novo vlado in to je zdaj prav veselo, se jo spodbuja pravzaprav, ne? Če poenostavim malo karikiram. Glede na to, da ste vi izrazili že prepričanje, da boste ena močnejših strank in odigrali to vlogo v parlamentu, ali slučajno ste na teh sestankih že začeli tudi kakšna pogajanja, kakšne pogovore o tem, da pač ne bo vlada najprej morala reševati to podtaknjeno zadevo, se mogoče kaj preventivno ste že začeli delati na tem področju? Govorite o stavki šolskih delavcev, če vas to razumem. Šolski, v bistvu javna uprava, no, tako splošno. Ok, verjamem, da preventivno delamo na ta način, da bomo eno od višjih sindikalistk, se pravi predstavnic sindikata, smo vrstili celo na našo listo. In to verjamem, da celo na izvoljivo mesto. Tako da bolj noter kot tako ne moremo priti. Ampak to ni povezano s tem, da bi mi podpihovali stavko ali kakorkoli. Hočem povedati, spoštujemo ne samo sindikalni boj, spoštujemo tudi njihove zahteve. Še posebej mi je pa všeč, ker je naša kandidatka, v tem primeru predstavnica vzgojiteljic v vrtcih, kjer so dejansko razmere, ali pa če hočete krivice, dejansko najslabše. Sam poznam to situacijo in vem, da je tam in z vidika prekarnosti, in z vidika napredovanja, in minimalnih plač, in doplačil do minimalne plače, da so tam razmere v šolstvu dejansko najbolj akutne. Kar pomeni, da če hočete, lahko tudi to razumete kot izraz podpore v tem delu, da je treba ta položaj, podobno kot v zdravstveni negi, najprej nasloviti. In to sem tudi, ko smo imeli debato s sindikalisti, tudi jasno povedal. Pravilno je, da se najprej ukvarjamo s tistimi skupinami, ki so najšibkejše in da njim omogočimo dostojno življenje. Potem se dajmo ukvarjati z vsemi ostalimi, ki mogoče, sej bo čas, ne bojo nikamor ušle. Ampak najprej moramo omogočiti dostojno življenje. In ravno ta vzgojiteljski kader na eni strani pa zdravstvena nega na drugi se mi zdi, da je v javnem sektorju sta najbolj potrebne obravnave. Problem je inflacija plač, ne? Če gledamo kupno moč plače, potem smo mi zdaj zaostali celo za Poljsko. Ja, se strinjam, hudič je, da inflacija nikamor ne bo zginila, inflacija se šele začenja. Mi celotnega vpliva inflacije zaenkrat ga lahko samo napovedujemo. Inflacija bo dvomestna letos, zagotovo. In glavni pritisk na cene, tako hrane kot tudi energentov, v resnici prihaja. Tako da, ja, ne samo na plače, tudi na pokojnine. Inflacijska, bom rekel, spirala nas bo zadela in zaradi tega bojo najšibkejši, poudarjam, najšibkejši, še toliko bolj prizadeti. Zato je res treba najti na tem področju kombinacijo rešitev. Na eni strani, kako zamejiti inflacijo na ključnih dobrinah, da tako rečem, in na drugi strani, kako pomagati tem, ki so najbolj ranljivi. Nisva se razumela. Jaz govorim o inflaciji plač. Mi dvigujemo plače in pri tem čedalje bolj zaostajamo po kupni moči teh plač. Ampak, dobro, to je moče vaš vtis, da jih dvigujemo, ker jih dvigujemo v eni skupini, ki je tako medijsko izpostavljena. To je pri zdravnikih. Jaz nimam občutka, da mi dvigujemo plače posod drugje. Ali pa mogoče imam napačne informacije, pa napačen sentiment pri ljudeh. Tako. Zdaj smo pa se že zelo približali tej uri, ko se vi morate posloviti od nas. Zato se bom najprej res lepo zahvalila za vse odgovore. Dovoliš še eno kratko vprašanje, čisto kratko. Malo čudno, gospod Golob, ampak se me boste razumeli. Danes zjutraj ob 7:30, ko sem vstal, je bila v Poljanah nad Škofjo Loko temperatura -4,9 stopinj. Ko sem pogledal teletekst, piše, da je na Antarktiki temperatura +4,9 stopinj. Je to problem ali ni problem v vaši viziji prihodnosti? Smem mogoče dopolniti tole vprašanje. Svetujem, da se ne bi preveč zaganjali v ogljikov dioksid, kjer Slovenija nima nobene vloge v svetu.
in nas bo samo koštal, na primeru Nemčije vidimo, kam grejo cene zaradi tega. Sem razumel predlog, ampak se žal z njim ne strinjam. Mi se bomo kar pošteno zagnali, pa ne v ogljikov dioksid, ampak v zeleno preobrazbo. Mikrofon, gospod Golob. Robert, mikrofon. Ja, v redu je. Napisalo mi je, da me je host mutal, tako da To je bilo pa po moje. očitno nisem pravilno govoril. Evo. Lejte, jaz se bom zdaj hočem, resno, ampak bom sej prekinila gremo. vprašanja, druga, Ja. Ker je čas potekel in se To je vam res. res zahvaljujem za odgovore. Lahko bi govorili, sem prepričana, še 2 uri, tako da Ampak čakajo. lepo opravite in bomo pač z veseljem spremljali, kaj se dogaja. Veliko sreče na volitvah, tako da upam pa, da se še prej kaj še srečamo, slišimo in pogovorimo. Hvala lepa, gospod Golob. Hvala za te odgovore, nekaj je bilo zares dobro. No, me veseli, hvala. Hvala Lep lepa, pozdrav, adijo. hvala lepa, adijo. Lahko noč. Lahko noč. Tjaša, veš, kaj je pa mene zaskrbelo? Takoj pridem, nekdo mi je trkal, sam grem pogledat, kaj je. Po moje Golob. Ampak pismonoša. Ja. Tisto, kar je mene res zaskrbelo, ko smo govorili o mladih, njihovem razumevanju in vključevanju, sem se jaz s pogledom sprehodil po naših slikah. Ja, jaz tudi. Kakšna je povprečna starost tistih, ki smo z veseljem poslušali Goloba, in zakaj ni, na primer, 10% tistih spod 30 let. Pa saj je to tehnologija, ki jo obvladajo. To se pravi, ne zanima jih. Ali kako, a imate drug odgovor? Jaz pojma nimam, ampak očitno pinterji enak razmišljamo. Jaz sem bil blazno razočaran, ker ni nobenega mladega. No. Jaz se opravičujem, ampak nekdo mi je trkal zdajle 5 minut skoraj po vratih, pojma nimam, kdo je bil nikoga. Jaša, a Ja. je bil mlajši kot udeleženci tega srečanja? A kdo je Tisti, ki je trkal? trkal. Pojma, Vprašanje. kdo je bil. Tako da, evo. Nekdo je bil strašno vztrajen, presneto. Ne, ta čas, ko te ni bilo, smo mi samo ugotovili, da je lepo verjeti, da bomo pritegnili mlade in da bojo odgovorno se vključili v politiko. Ampak ko jaz gledam obraze, kdo od nas je danes s pozornostjo, z interesom poslušal pretendenta na šefa vlade, da tako rečem. Naša povprečna starost. Gospod Emil, danes imajo srečanje teli regijski moderatorji, ali kar so 8. marec, za tole njihovo konferenco. Tako da recimo, da je kakšen tudi Ja, tam. jutri bojo imeli pa jazz koncert, po jutrišnjem bo imeli pa regij. Pa ni v tem problem. Jaz mislim, da je problem, da so socialna omrežja, na katerih mi delujemo, za njih blazno pase in zastarela in da nimajo kaj več početi na Facebooku, ker ko jaz Facebook omenim mojemu sinu, se sam zavije z očmi, tipično po najstniško reče, mislim, kdo pa še Facebook uporablja. Tako da je bolj tisti medij, na katerem se mi udejstvujemo, je za njih pač preprosto stvar, ki jim ni več aktualna. Tako kot telefon, ki ga zavrtiš, da nekoga pokličeš, na ta način oni spremljajo to. Tako da jaz mislim, da je tukaj ena od teh stvari, druga stvar je pa tudi to, da se jih nismo nagovorili, se jih tudi nismo vabili, se jih zdajle ne nagovarjamo, tudi mi, čeprav govorimo o mladih, jih neposredno ne nagovarjamo in vključujemo vse te pogovore. Samo v neki teoriji se vse skupaj odvija in dogaja, bolj skozi mojo percepcijo. Kaj pa potem odprete skupino na Telegramu?
Zaradi tega, ker verjetno tudi jaz že sodim v tisto skupino, ki se na TikToku, na Telegramu in na podobnih medijih. Če sem pa jaz na Telegramu. No, lejte, ja, ne, mislim, sam dejstvo je, da bo treba storiti vse, da jih, tako kot je rekel, ne, da jih priključimo, ne, notri, oziroma da se tudi njim približamo, ne, da smo samo nekdo, ki pač uporablja medije preteklosti, ne. Morda tudi signal, ne? Ja, jaz pravega odgovora nimam. Bojim se, da bojo živeli svet in da ta ne bo lepši, kot je bil naš. Gospod Marc, Ja, nekdo nam je televizijo malo spustil zdajle noter. no jaz sem hotel reči, da imamo v sosednji sobi mladino Aha, in tam je trim v sosednji sobi. aha, okej. Trimajo. Trimajo. Ampak so mi pa rekli, a ti boš pa danes za volilni sistem, sem rekel, ja. Pravi, kar vrse. No, prav. En lep večer vsem. Enako. Lep večer. Lepo noč. Lep večer. Vidimo se jutri. Se vidimo. Jutri nasvidenje. Nasvidenje, srečno.